Gledate oddajo Klepet ob kavi. Zdravo, živo, Slavo. A imate kako idejo, zakaj bi jaz danes tole dobila pred vrata? Že zjutraj na vse zgodi, a? Ja, po mojem parkl malo prehiter prišel. Danes je torej tisti Miklavžev dan in mi bomo v tokratni oddaji Klepet ob kavi absolutno pripravili ene super krasne piškote, dobrote, take, ki jih lahko do večera, do tistega usodnega trenutka mogoče pomagate pripraviti Miklavžu tudi vi. Sicer pa danes v tokratni oddaji zveste tudi praznične trende, ogromno okraskov, smrekic, dekoracij in vsega ostalega boste videli ne samo tukaj v naši dnevni sobi, ampak tudi sicer. In malce se bomo spominjali, kaj je bilo včasih bolj primerno za Miklavževo darilo, kaj je danes. Špela pa je že tukaj, ti ne boš dobila šive. Ne, jaz sem bila pridna, tako da ne vem. Ja, ampak tole v pridnosti bo še povedal tudi pater dr. Karel Gržan, ker je zelo manipulativna beseda, bomo videli. Špela, povej, kaj boš pripravljena? V bistvu danes bom pripravila ene zelo enostavne piškote. Jaz sem rekla, da so to otročje lahki piškoti, ker jih lahko delajo tudi otroci. In so zelo fajn zaradi tega, ker nimajo nobenega miksanja in pač se ne more noben kaj poškodovati preveč. Odlično. Jaz sem tukaj tudi že pripravila ti piškotke. Hvala, lepo hvala. zavila. In jaz imam res zelo, zelo rada tole, da se pripravijo piškoti. In imam tudi, imam tele od Lequeja, imam vse zraven, vse te tele modelčke, pa papirčke, pa potem, da to lepo zalepim. Ali to ne bo to? Pa ne vem, jaz ponovadi nisem toliko fancy, ampak je lepo, če lahko nekaj dobrega združimo v to. Mogoče bo kaj šlo, no. Mogoče bo kaj šlo, ok, bom videla, se bom potrudila definitivno. Tele otročje lahke, kaj lahke, tudi tako misliš? Ja, tudi tako. Tudi tako? Ja, to so v bistvu, sploh niso toliko piškoti, to lahko je tudi kot prigrizek dejansko, to si lahko ljudje vzamejo v hribe ali pa tako, je pa sladko in je fino, ne. Tako da je za oba pola, ne. Mislim, če date noter malo več mandljevega masla, pol je pa že bolj pregrešno. Ne vidim nobenega mleka. Ne, nič. To je v bistvu vse na rastlinski osnovi, celostne sestavine. Tukaj imava noter bova dale datlje, to bomo poskrbeli za sladkost. Tudi banane bojo poskrbele za vezavo in za sladkost. Osnova škrobna bojo čist navadni ovseni kosmiči. Malo, zato da bo pa lih malo bolj tako pregrešno, bo pa tukaj mandljevo maslo. Odlično, tole pa se res hitro, čeprav ni pečenja. Ja, pečenje sicer je, ne. Mislim, lahko bi to dejansko pojedel tudi brez pečenja, no, ampak je pečenje na 180 stopinj, pečete 20 minut in pa so taki fajn hrustljavi, ne, taki pridejo pol na koncu. Ok, moj otroček se že premika, tako da to pomeni, pet dol. To bo super. Vesel je, ne, ko me čaka, da naredimo te piškote. Mislim, da je to ta varianta. Evo, super. Mi pa med tem, ko bo počasi Špela začela z pripravo tega, pogledamo darila, Miklavževa darila včasih in danes. Včasih, se veš, kaj je bilo, ne? Ja, pomaranče, suhe fige, kakšni orehi mogoče. To, kar sem danes prinesla. Ja, tamle imamo dejansko en tak lep, čudovit, krasen primer, ampak eni pa se kar dajo, ne, mislim, nov telefon, pa take zadeve, ne, danes so bistveno drugačno, ne, lahko. Ja, danes je tako, ne, pač živimo v času obilja, imamo malo več na možnost, vse lahko vzamemo na leasing ali pa na kredit, ne, ampak jaz tako mislim, no, da otrok, se mi zdi, no, ne vem, ker nimam še otrok, ampak jaz mislim, da otrok najbolj čuti ljubezen od staršev in če dobi nekaj tazga, je čist vesel, ne. Seveda, dokler ne vidi soseda, ki ima pač novega iPhona, pol je malo drugačno. Pol je pa malo drugač. Odlično, evo Špela, vrnem se k tebi, da bova lepo tole pripravili. Kome čakam. Mi pa tale trenutek imamo na telefonski liniji etnologinjo in sicer Simono Klaus, ki
ki smo jo povprašali, ki jo želimo vprašati, torej o dobrih možeh. Pozdravljeni, Simona, bi nam lahko zaupali, vi ste etnologinja. Slišala sem, da danes vsi ti dobri možje, da to je vse nekaj skomercializiran, skapitaliziran in da dejansko je sama zgodovina vsega tega bistveno drugačna, kakor mi danes to vidimo. Povejte nam kaj več o tem. V našem prostoru ima najdaljšo tradicijo Sveti Miklavž oziroma Sveti Nikolaj Miklavž. Šlo pa je za nek vzvod, tudi nekakšne družbene, neke malo kontrole, malo tako, ko so otroci mogli pač naučiti kakšno pesemco zapeti ali pa moliti, pa tako, no. Skratka, je bil to en dogodek, ki so si ga otroci zelo zapomnili, predvsem pač po parkeljnih, ki so spremljevalci Miklavža. No, specifične družbeno-politične razmere pač po drugi svetovni vojni so botrovale temu, da smo prevzeli tudi dedka Mraza. Dedek Mraz prihaja iz tega rusko govorečega okolja. So ga v bistvu predvsem v teh nekih podjetjih, se pravi v tej javni sferi, zelo prevzeli, ker takrat v tistem sistemu pač ni bilo zaželjeno nekakšno javno izkazovanje religioznih obredov. Dedek Mraz na Silvestra nosi, no, ampak ni pa nujno, no, tako kot pri ostalih dveh, ki sta pač na točno določen dan. Božiček je pa tako, nekako je prišel nazaj skozi neke tradicije, alternative, variante v naš prostor. Se gre za neko tradicijo, ki se je preselila v ZDA, bolj ali manj iz evropskega prostora in potem je prišla nazaj v bistvu v podobi te komercializirane. En krog je naredil. Komercializiranega lika tega Coca-Cole, no, ki smo ga pol vsi prevzeli. Bom rekla, ni toliko zmede, kakor je zelo veliko možnosti, ne. Ljudje imajo danes v tej potrošniški družbi zelo veliko opcij, kdaj obdarovati, na kakšen način. Ne glede na to, iz katere tradicije pač izhaja, kateri izmed teh treh mož. Eni se pač odločijo, da tega sploh ne bojo recimo praznovali. Tako da največ zmede je pravzaprav v odnosu otrok-starš, ko je pač starš postavljen v pozicijo, da to tradicijo otroku predstavi in hkrati jo nekako umesti in mu pojasni, zakaj je dedek Mraz v službi, pa zakaj je v nakupovalnem centru, pa zakaj je v šoli in tako naprej. Zmeda. Hvala, Simona, da ste nam tole zaupali. Ja, absolutno je tukaj veliko takih in drugačnih vprašanj. Špela, dajva se midve tega lotiti. Pa daj mi nekaj povej, no? Reci. A si se kdaj bala parklov? Ful. Mi smo res praznovali tole, predvsem Miklavža v naši družini, no. In smo vedno šli k mojemu dedku. Tam so imeli prav predstavo, so naredili in so v bistvu parkeljni nastrašili in jaz sem se strašno bala, da... Si molila? Ja, sem, pa tam smo šli pol na oder, preden smo dobili darilo, pa so tam parkeljni bili, pa so udarjali, groza me je bilo, groza. Ampak so znali res dobre predstave narediti, tako da so bili res prav... To mi je super. Jaz sem se tudi zmer... Ampak se pa spomnim, ko sem bila mehna, da sem rekla, jaz, ko bom velikam parkelj. In? Ja, ne vem, sem neke vrste parkelj. Kaj, ne vem. Šibo sem že dobila. Ta pravo, da sem lahka. Daj ti bom jaz pomagala, kaj bova naredila najprej? Zdaj bova prvo tukaj bova zmečkale te banane. Jaz mislim, da bom kar probala že končni izdelek. Lahko pa ti probaš, pa jaz vmes zmečkam banane. Se pravi, koliko banan boš zmečkala? 2 banani bova zmečkale. Boš ti mogari mečkala, pa ti bom jaz noter narezala. Ja, bom jaz mečkala, ni problema. Jaz se rada mečkam. Super. Banane so super tudi za nosečnice, zaradi tega, ker imajo veliko potasijum. Kalija, tako. Veliko kalija, zdaj zaradi teh krčev pa tudi itak magnezija, ne, ampak tale kalij vem, da tudi je, tako da sem vesela, ker drugače pa jaz ne jem banan. Jaz jih obožujem, meni so ful dobre, no. Mislim, baje, da banane veljajo za kraljevski sadež in meni, da so banane edini sadež, ki po tistem, ko ga odtrgamo, da pridobivajo v bistvu na svoji hranilni vrednosti, ker vsi drugi sadeži pa ne bi zgubljali, ne. Ampak seveda fajn je jih jesti v tistem okolju, ker so baje ful boljše. Jaz v Aziji jem banane oziroma v teh eksotičnih koncih, kjer je taka mini bananica, pa ima dejansko toliko v sebi okusa in vsega, da je noro. Kaj pa zdaj delaš?
Zdaj pa dajem... Ne moreš kar nekaj delati, pa ne vemo, kaj delaš. Pardon. To bomo danes naredili mi doma, si še enkrat vsi skupaj. Moramo vedeti, kaj se dogaja. To je tako simpel, da res, če jaz lahko naredim, lahko vsak. Tukaj date samo vse kosmiče v eno večjo posodo, ker tukaj bomo midve vse zmešale in združile skupaj z banano, da se poveže in potem bova samo pač oblikovale v take piškotke in to bo to, ne. Tako da... Ok, to nisi nič namakala? Kaj? Ja, vse kosmiče. Ne, ker bojo v banani. Banana je zdaj spustila, bo ful vode in ona bo vezala to vse skupaj, ne. Banana bo kakor vezivo, ne. Tako da nisem nič namakala. Ok, kaj pa imaš to? Tukaj imava pa mešanico v bistvu, tukaj so eni oreščki, pač orehe, ki imam jih domače, pa imava še malo datljev, ki so bili prej namočeni, da so malo bolj tako mehki, da bojo poskrbeli za sladkost. Tukaj imava še malo cimeta, da bo dišal po prazniki. Ja, pa cimet uravnava krvni sladkor, ne, to se mi zdi, da je ful fajn. Ja, tako da vse same zdrave sestavine, ampak bo pa slastno na koncu, sem prepričana. Če daš datlje noter, pa si tak zmagal. Ja, definitivno, ampak ni pa treba nujno datljev, ker datlji so zdragije, tako da se da v take piškote v bistvu lahko date karkoli. Čeprav si me presenetila, veš, jaz sem bila prepričana, ko sem te poklicala, da boš prišla nekaj nareza Miklavža. Jaz sem mislila, da boš nekaj z rožiči delala. Sej bom, pol, mogoče kasneje. Ok, tako da rožiče imam jaz ful rada, no? Tako da sem jih prehranila za pol. Ne, ker rožiči so mi super, pa to je, rožiči tudi, ne, tako so se včasih dajala, ne, za ta cajt, za Miklavža. Ja, rožiči so zakon, jaz sem jih tudi jedla, se spomnim, ko sem bila na morju, ko sem bila na Majorki lani. Ali predlani, ne vem že kdaj točno, v glavnem so bili tam po tleh, so ležali, pa so jih midva pobirala te rožiče in tako jedla iz konca in so bili ful dobri. Kaj si zadovoljna z mano? Ja, perfektno si naredila. Zdaj bomo pa to vse kar stresle v posodo. Tako da, evo, bom prevzela, ti pa lahko, veš kaj lahko daš zdaj. Kaj? Cimetek lahko noter streseš, pa zdaj tep kot nosečnosti. Joj, koliko si dejansko dala cimeta, to ni nič. Mal premal. Jaz, veš, ko ga dam jaz kamorkoli, pol žlice, komot, žlico. Jaz sem slišala, da ni dober preveč cimeta, ne vem, zakaj točno je stimulans ali nekaj tazga, pa jaz sem za čimbami sem raj tako malo bolj konzervativna. A res? Dober je, že vem, kaj rabiš za Božič, kjero knjigo, ok, v redu. Zdaj so oni cajti, ki morate opazovati ljudi, da boste vedeli, kako darilo te pravo, ne? Ja, in čim prej, da ne boste ta zadnji dan po trgovinah hodila, ne? Ne, jaz decembra ni grem nikamor več. Pametno. Ni opcije. Naročim še kaj preko spleta, mi imamo itak Miklavževo darilo, to moram povedati. Torej, Miklavževo darilo danes je energijska kartica za informiranje vode. To je brezplačno. Torej, taka kartica, kartonček z sveto geometrijo. To dobite zraven brezplačno pri vseh zadevah. Semena sibirske cedre za izdelke iz Sibirije. Danes je torej brezplačna poštnina, da nikamor ne rabite iti v nobeno gužvo. In pa nad 100 € je še darilo in sicer knjiga Sporočilo iz druge galaksije. Tako da, evo. Super. Fajn, ne? Evo, zdaj mi pa še povej, koliko, ker ti si rekla, da imaš rada malo bolj te zdrave maščobe. Povej mi, koliko ti dam, koliko dava tukaj mandljevega masla. Po vohi ful lepo diši. Po mandljih. Vsaj meni. Ful lepo diši. Povej, koliko ga dava? Dava kar celo žlico. Jo, kako pa? Ne se šparati. Evo, jaz imam pa tlele knjigico Sporočilo iz druge galaksije, ki je darilo zraven. To ti bo res všeč. Evo. Veš, kak je preletela v moje roke? No, vidiš. Kanač. Odlično. Jaz bom pa tukaj se že počas pripravila s kakšnim papirčkom, da bova to midve lepo to midve zavile, a ne? Ja, nama bo pa prav prišlo. Tale posodica je sicer ne. Ker tole zdaj že zvečer lahko Miklavž prinese, ne? Točno tako. Ej, dala sem ti pa najboljšo posodo na tem svetu, ne? Tako, da se moraš malo potruditi. Ja, da malo mišice delajo, ker... Če si rekla, da je tukaj preprost recept, ti moram malo zakomplicirati življenje. Ne, vse je prav. Zakaj pa misliš, da sem dobila šibo? Zato, ker rada kompliciram življenje ljudem. Se mislim, da je tudi fajn, ker decembra vsi sami jemo, pa se sladkamo in čisto fajn, če bi še malo kalorij porabimo. Tako da, če že med samo pripravo piškotov, vidiš, takole mora rata taka masa. Ej, imam izziv zate, oziroma vprašanje zate. Kaj misliš, koliko se v povprečju ljudje decembra zredijo? Ne vem, ampak kar jaz gledam svoje sorodstvo, tako minimalno 2 kile. Ja, na mesec. dejansko 2 kile.
2 kile se dejansko No, vidiš, zredimo. pa sem prav. Sej več se že težko. Ampak jaz se po moje letos bom zredila. Ti imaš dovoljenje. Jaz imam dovoljenje, da se zredim, sicer ne zaradi takih zadev, ampak vendarle. Boš zrasla. Tale trenutek pa evo, danes je vprašanje dneva priden ali ne priden. In moram reči, ko sem prebrala knjigo patra, patra Karla Gržana, sem rekla, moram najti neko drugo besedo. Ta beseda priden je res zelo, zelo manipulativna, pa dajmo pogledati, dajmo se spomniti, kaj je povedal o tej besedi, zakaj ni fajn tukaj uporabljati. Beseda, torej biti priden ni samo po sebi napačno, da bom prvi. Je pa to zelo manipulativna beseda, celo hipnotična beseda. Priden, lahko bi rekel, pridno, pridni, pridno, pridno sem, prid v moj interes. In ko nekdo naredi, kakor ti pričakuješ, ne kakor je on resnično, mu daš priznanje, da je priden. Tis pa priden, ja. Recimo zame je boljša beseda, recimo odgovoren, ker je dejansko, tako sam menim, beseda pridnost postala zlorabljena, manipulativna, celo hipnotična, zavajajoča. Ja, priden je enako zasužnjen, tako da moramo biti pazljivi, kar se tega, pazljivi, kar se tega tiče. Povej. Evo, zdaj je masa narejena, jaz ponavadi naredim tako, se pravi, jaz ko bolj po kmečki naredim, da samo na žlico dam. To nam je všeč, po kmečk. Na žlico dam in potem samo na peki papir. Ja. A ne? Takole damo tukaj. Ja. In oblikujemo v nek krogec, mislim, sej lahko se igraš, če hočeš, samo takole daš. In potem dejansko daš peč v pečico. Joj, sem pa mislila, da boš kaj tole, ampak to je preveč grobo. To je že zame preveč težko, veš. A daj, nehi, no. More biti malo. Ok, in takole zgleda pol, ko je pečen. Ja, No, zdaj pa kmečko bolj. Lej, tak imam fini tale od Lequeja, vse imam, cel kit imam. Dala zdaj enega noter. Daj. Pa daj bom dala 2, ajde 2. Ja, da naredimo take paketke. Dala 2. Lej, pa imam še takle, vidiš, takle narediš. Pa pol takle narediš. O, Pa luštno. takle narediš. Lej, imam tlele nalepkico. No, to je ful boljš, kot neki bomboni ali Nobene plastike, nobene zadeve. Lej, pa takole, tole bo, evo, tole bo Miklavž danes prinesel. Daj bom v režijo, ja, tam bi oni jedli, veš, jih že slišim od zadnji, se že navdušujejo na tem. Tako da, evo, tole vam midve fajn naredile. pa. Super. O, krasno. A ja, zdaj pa lahko probam, ne? Daj, zdaj je že lačen, se te če čaka. Natur bolj. Dobre, ja. Ja, tukaj je sicer malo manj masla, ne mandljevga, kot sva ga dale midve tukaj, ampak... Kaj mi je všeč? vem. V redu, lahko šla kakat potem. Ja, to pa definitivno. Jaz zmeri naredim take stvari, da moje stranke lahko grejo. No, veš zakaj? V nosečnosti to se vse malo zabremza. Sem slišala, ja. Odlično. A boš delila recept? Imamo na spletni strani, si ga dala, ne? Ja, bomo zrihtali. Odlično. Evo, torej. Odlično. Danes Miklavževa akcija, imamo tole darilo za vas. Dajte preveriti, kako, kaj, zakaj, na kakšen način. Pa brezplačne poštnine, pa semena iz sibirske cedre, pa tele lepe kartice, da date potem vodico gor, pa skratka veliko stvari na klepetobkavi.si oziroma 026 V nadaljevanju pa zveste, kakšni so praznični trendi za leto 2019. 20 tudi, no. Ja. Te smreke so najmanj za 10 let. Smreke danes imajo že tudi integrirane lučke, da nam ni treba vsakokrat napeljevati. Če je pa tako zabavno, Ja, da je to je. zmeri tako zmešan vse skupaj, pa rabiš 1 uro, da lučke odpleteš. Ja, to je